In v živo z nami je predsednik vlade, dr. Robert Golob. Dober večer in dobrodošli. Dober večer. Torej, zadnja novica, interpelacija vložena, ni še vložena, po besedilu druga že zoper notranjega ministra. Gospod predsednik, ima še zdaj vašo podporo notranji minister Boštjan Poklukar, vaše zaupanje, bom rekla. Najprej ne povem, da sicer težko komentiram nekaj, kar še niti ni vloženo, ampak do zdaj še nobena interpelacija se ni izkazala kot nek resen poskus, zato so tudi vse neslavno končale in verjamem, da bo tudi tokrat tako. Center za varovanje in zaščito. Vi ste bili prvi ob začetku mandata, ki niste bili zadovoljni z obliko varovanja. Na to je nekaj očitkov izrekla specializirana tožilka Gončin. V notranjem nadzoru se je ugotovilo, da nekaj od tega drži. Nazadnje predsednica republike tudi želi drugo obliko varovanja. Predsednik, ali poznate reorganizacijo tega centra, ki jo delajo na Ministrstvu za notranje zadeve, ali ste z njo po svojih pristojnostih zadovoljni? Torej, verjamete mi, da zadnja stvar na svetu, ki si je želim, je se ukvarjati s policijo. Na zadnje proti meni teče praktično edina preiskava politične odgovornosti za vmešavanje v policijo. Tako da ne, s temi postopki se ne ukvarjam, niti niso v moji pristojnosti, tako da jih prepuščam drugim. Mislim, da je to v celoti v domeni policije. In še ena stvar glede Boštjana Poklukarja, notranjega ministra, ve se za sume trgovanja z ljudmi, torej filipinskimi delavci. Oseba, ki je v postopku, je znanec ministra. Ministra je večkrat rekel, da ga ni obveščal nobeni stvari glede preiskave. Na policiji teče postopek, kot so ušle informacije. Ali ste vi želeli kakršnakoli od ministra pojasnila na to temo? Zaenkrat ne, ker gre samo za govorice. Če se bo izkazalo, da je karkoli na tem, zato obstajajo ustrezne inštitucije, ki bojo najprej uvedle postopke, potem pa tudi obvestile javnost. Vložena je tudi interpelacija zoper ministrico za kulturo. Zdaj vladna koalicija je izgubila zadnji referendum o dodatkih k pokojninam vrhunskih umetnikov. Mislite, gospod predsednik, da je politična odgovornost na ministrici za kulturo? Jaz bi rad izkoristil to priložnost in bi se v imenu koalicije in vlade opravičil vsem umetnikom, ki so bili zaradi kampanje, te referendumske kampanje, dobesedno osebno zlorabljeni za politično obračunavanje strani SDS. Meni je žal, da do tega prišlo. Mi smo bojkotirali ta referendum samo zato, ker smo vedeli, da bo sovražen do posameznikov, ki so ustvarjali ne samo našo kulturo in identiteto naroda, ampak v resnici na nek način tudi našo državo. Obžalujem, da je bilo tako, obžalujem vsako kampanjo sovraštva in tudi v tem primeru enako. Kar se pa tiče interpelacije, bom ponovil, ta opozicija praktično od prvega dne že 3 leta vlaga ali nesmiselne predloge zakonov, nesmiselne interpelacije ali pa celo referendume, ki ne spremenijo ničesar. Kot je ta zadnji, ker dejansko ni spremenil nič, ker pokojnine so se že prej podeljevale, največ jih je podelila v resnici Janševa vlada, zadnja, več kot smo jih podelili mi v 3 letih in še naprej obstajal zakon v veljavi, tako da referendum ni spremenil ničesar, je pa prav po krivičnem obtožil slovenske kulturnike, kot da so oni največji problem te Slovenije. Mi vemo, da oni niso, da so problemi bistveno večji drugje. Referendum, sami ste omenili, opozicija že napoveduje še kakšnega, tudi kdo drugi akterjev do jeseni. Če bo še kakšen referendum, spet bojkot ali boste pozivali, da se gre na volišča? Seveda je to odvisno, katere so teme. Referendum je bilo že več. Ta je bil samo zadnji. Na vseh ostalih referendumih so vedno zmagale tiste ideje, tisti predlogi, ki jih je podprla vladajoča koalicija. Jaz verjamem, da bo tudi v bodoče, ko bo šlo za vsebinske referendume, ne za sovražne referendume, ampak ko bo šlo za vsebinske, da bodo tudi rezultati in tudi ljudje bodo prisluhnili in tudi volili enako. 6 od 7, da, je vladna koalicija zmagala, da smo natančni. Bruto družbeni proizvod v prvem četrtletju, slišali smo razprave v parlamentu, nižji za 0,8%. Zdaj opozicija je apokalipso risala v parlamentu, vi ste pa na drugi strani rekli, videli boste, Slovenija bo spet kmalu zvezda Evrope. Zdaj, če damo politiko na stran, ekonomisti pravijo, je neko tveganje, ampak ni še katastrofa, če se bo ugotovilo, zakaj se je ta BDP znižal, poleg seveda carinske vojne strani Amerike. Predsednik, ali se ve, zakaj se je znižal BDP? Jaz sem spremljal celo množico vrhunskih ekonomistov, tudi pri vas v studiu, ki niso znali tega dati odgovora. Da, se zato sprašujem.
Zdaj, če vi mislite, da politiki si radi jemljajo pravico razlagati vse živo in biti najpametnejši. Jaz nisem tak politik, zato se bom tukaj vzdržal. Veste, zakaj, oprostite, minister za finance je rekel v istem studiu, v drugi oddaji, je rekel, to moramo pogledati, to se moramo sesti in videti, zakaj je malo prišlo do tega. Poznano, samo potrpljenje, ker konec drugega četrtletja, to je 30. junij, se približuje. Potem bo znano več. Danes o tem špekulirati nima nobenega smisla. Počakajmo še dober mesec in bomo natančno vedeli, ali je šlo za sistemsko napako ali je šlo za nekaj dolgotrajnega. Gradbeništvo, ki je padlo za 9%, to nikomer ni jasno, glede na to, da zato pa pravim, danes se marsikdo sprašuje, ker nihče ne zna razložiti, zakaj bi lahko prišlo do takega padca. Čez mesec pa pol bomo pa to že vsi vedeli. Gospodarstveniki so zastrigli z ušesi, bila je komentirana vaša izjava na vse možne načine na forumu obrti in podjetništva, da ste pošiljali slovenske podjetnike naj gredo optimizirati davke na Hrvaško. Kaj ste mislili? Se najbrž premijer slovenske vlade ne pošilja ljudi, da plačujejo davke druge? Meni je žal, da te izjave nihče ni povzel take, kot je bila, pa jo bom sam ponovil. Šlo je za debato o filipinskih voznikih. Spravi, nek slovenski prevoznik se je pritoževal, da so filipinski vozniki cenejši, če jih najame preko hrvaške podružnice. In veste kaj? Naloga slovenske vlade ni, da ustvarja nova delovna mesta za poceni uvoženo delovno silo iz azijskih držav. Naša naloga je, da ustvarjamo dobro plačana delovna mesta za Slovenke in Slovence. In to je bil moj odgovor. Da če so v njemu filipinski vozniki cenejši na Hrvaškem, me to nič ne moti. Skrbelo bi me, takrat, ko bi visoko plačana delovna mesta, kot naprimer v farmaciji, ta izvažali drugam. In resnica je ravno obratno. Torej ne podpirate, da podjetniki davke plačujejo, optimizirajo zunaj, ker to ni nič drugega, optimizirani nič drugega, kot da jih plačaš manj, imaš pa vse dobrobiti države tukaj, od sociale, zdravstva. Imamo dovolj delovnih migrantov že danes, več kot 150 000 in imamo v nekaterih okoljih, poslušamo od županov, že izzive pri njihovi integraciji. Torej o teh ste govorili. Če že, potem dajmo uvažati delovno silo iz tujine za visoko kvalificirano, za tista delovna mesta, ki ustvarjajo visoko vrednost. Zagotovo to niso vozniki kamionov. Torej, davke plačevati tukaj. Dolgotrajna oskrba. Gospod predsednik, vprašanja so seveda tudi iz gospodarstva, pa ne samo od tam, zakaj 1. julija bi se prispevek plačeval, storitev pa v bistvu z decembrom letos. To ne drži. Storitev se po mojih informacijah v resnici ena že celo izvaja se že celo leto, da samo prispevki se začnejo pobirati s 1. julijem. Ti prispevki so bili preračunani na daljše obdobje in po vseh sestankih, ki sem jih imel v zadnjem mesecu, z vsemi najbolj odgovornimi, od zdravstvene blagajne do vseh ministrstev, tako zdravstvenega kot solidarno prihodnost, se je izkazalo, da bo tega denarja v prihodnje kvečemu premalo. Ko bo obseg teh storitev dejansko zaživel na polno. Res pa je, da s 1. decembrom bo ta storitev zaživela v domovih za ostarele. In samo tam. Nekatere druge storitve pa v resnici tečejo že danes. Torej, to ni prispevek na zalogo. Nažalost ne. Potreben. Je zelo potreben. V enem stavku, predsednik, če se da, bili ste že vprašani, nepremičninski davek. Koliko je možnosti, da je to pred koncem izteka vašega mandata ali pa da ga date na stran? Mi še vedno čakamo strani ministra za finance, da da svoj odgovor. Jaz vidim, da se že nagibajo v smer, da bo stvar zamaknjena, ampak to je njihova odločitev. Stroka se mora izjasniti, ali je možno najti tako obliko, ki bi pospeševala urejanje stanovanjske problematike. Če ne bodo našli take oblike, potem se s tem ne bo šel naprej. In zdaj smo pri KPK-ju, uvedena preiskava v zadevi Karigador. Prva, vemo, že prej ste jo omenili, domnevni pritiski na notranjo ministrico, posredno na policijo. Seveda, domnevane dolžnosti, ne bomo prejudicirali, kaj bo KPK naredil. Gospod predsednik, kako resno vi jemljete te postopke pred KPK-jem? Sprašujem zato, ker se v zadnjem času precej minimalizira, če se oni samo na vzkrižje interesov, se to pravo korupcijo preganjajo organi pregona in pravosodje. Kako resni so po vašem? Ne samo ti vaši postopki, ampak nasplošno vloga KPK-ja. Ne bom komentiral, ker nisem pravni strokovnjak.
Jaz jih jemljem resno in podajam vse informacije, ki so od mene zahtevane. Mene čudi, da je bil postopek uveden glede na vas medijski rom-pom-pom okoli te zadeve. Kaj več v tem trenutku nimam za dodati, ker nobenih novih dejstev še nisem slišal. Boste pa šli na pričanje oziroma pogovor, kakor imenujejo na KPK-ju? Zagotovo, glede tega sploh ni dileme, ampak bi pa mogoče vseeno izpostavil, da obstajajo težka koruptivna dejanja, ki jih preganjata tako policija kot tožilstvo. Tudi ta vlada se je zavezala boju proti korupciji. In jaz bi si želel, da bi se vsi skupaj koncentrirali na te težje oblike, čeprav razumem, da je včasih bolj simpatično se ukvarjati s politiki pa z njihovimi domnevnimi prestopki. Ampak KPK počne ravno to, ne? Tako se je zapisalo v zakon. Tista dejanja, kaj je prav in kaj ni, ki bi lahko vodila potem v korupcijo, ki jo pa potem pravosodje preganja. Lahko bi. Koalicija dela dobro, ste rekli v sredo, ne bo predčasnih volitev, včeraj vam je Anže Logar se zahvalil, ker ne bo predčasnih volitev, da se bodo lahko neki novi igralci pripravili na volitve. Kako gledate na vlogo gospoda Prebiliča? Ni se še odločil, ali bo ustanovil stranko ali ne, z njo šel na volitve? Glejte, jaz bi se vrnil korak nazaj. Praktično od začetka vlade poslušamo mantro opozicije, tudi gospoda Logarja, o tem, da bodo predčasne volitve čez 3 mesece. Pa je ta vlada in ta koalicija zdržala, brez praktično enega velikega pretresa. V teh 3 letih nam je uspelo postaviti zdrave temelje države, zato da lahko živimo boljše in izpeljujemo reforme. In moj odgovor vsem je samo eden. Mi bomo večino reform, tiste najbolj pomembne, v tem mandatu izpeljali in ljudje nas bojo ocenjevali na volitvah na podlagi rezultatov. Vse ostalo, kdo kaj govori, je bilo mogoče moderno zadnje 3 leta. Zdaj bo pa čas rezultatov in to je edino, kar šteje. Poenotenje levega pola, ko ste rekli pakt o nenapadanju, kaj ste mislili? Med vami, koalicijskimi strankami ali tudi nove sile, ki bi prišle? Drobitev, skratka, morebitna stranka Prebiliča, drobitev prostora, obogatitev ali strah, kot je on rekel, nekatere aktualne je zelo strah? Gospod Prebilič ne se najprej odloči, ali bo šel, pa s kom bo šel, s katero stranko, pa radi bi videli njegov program, pa predvsem, ali se misli povezovati na desno, ali bi rad bil na levi. Ko bomo to vedeli, potem se lahko opredeljujemo, do takrat je pa vse samo rekla kazala. Očitno zamenjave vas z nekom drugim v parlamentu pa ne bo. Razumem prav razmerja. 3 leta poslušam to isto zgodbo, pa sem še vedno tu in jaz vem, da bom tu še naslednjih 5 let, tako da nad skrbeti. Dobro, zdaj pa na nek način osebno, gospod predsednik, vaše osebno stališče, ne toliko kot politik. Hodite na Svet Evrope, nazadnje Španija, Madrid. Vidite, kaj se dogaja v Gazi, pa mi razložite po človeško, kako lahko nekomu v Evropski uniji prodajo zgodbo, recimo zadnji napad na dom palestinske zdravnice v Gazi, ubitih 9 od njenih 10 otrok, in komu lahko v Evropi prodajo kot bitko s Hamasom? To, kar se dogaja v Gazi, je nekaj, kar te na osebnem nivoju nikakor ne more pustiti brez da te pretrese. To je res čista groza. Tudi zato sem ne samo prejšnji teden v Madridu sva s španskim predsednikom vlade podpisala posebno izjavo, kjer sva spet pozvala Izrael. Tudi zato se tudi v Združenih narodih naš veleposlanik izjemno trudi, da bi skozi varnostni svet pripeljal do ustrezne resolucije, ki bi dejansko pomagala pri zaustavitvi sovražnosti, predvsem pa tudi preprečila humanitarno katastrofo, ki smo jo priča vsak dan. Ni besed. Ni besed nad tem, kaj vlada, v tem primeru Benjamina Netanjahuja, dela ljudem v Gazi, ljudem na Zahodnem bregu. In bomo počakali na Evropsko unijo, na kakšne Ne čakamo, to sem hotel povedati, ne gre se tudi čakali. Mislim, kot javnost. Ne, Slovenija dela, je ena redkih in so nam zato sicer marsikdo hvaležen, ampak je ena redkih evropskih držav, ki dela vsak dan, da bi se to čim prej ustavilo. Ampak žal so ostajajo gluhi in slepi. Gospod predsednik, tukaj morava zaključiti. Hvala lepa za obisk. Hvala tudi vam. Za konec pa misel borca proti apartheidu Nelsona Mandele, pa ne tista, odvrzite vse puške, nože in mačete v morje. Ampak
Ne sodite me po mojih uspehih, ampak po tem, kolikokrat mi je spodletelo, pa nisem obupal. Spoštovani gledalci, lepa hvala za pozornost, lep večer in teden in seveda nasvidenje.